nekoč imenovana Tokaj, izhaja že davno iz teh krajev, morda nekaj specifičnih značilnosti. Ja, sorta zeleni sauvignon oziroma bivši furlanski Tokaj je res sorta domačena lokalna iz tega krajev, Goriških Brd, pa tudi iz Furlanije Julijske krajine. Zato sorta značilno, da da, lahko rečemo, nadpoprečno kakovost grozdja, pomeni nekoliko večjo vsebnost sladkorjev, primerno kislost, pa tudi pH načeloma z leta v leto ni večji problem. Sorto lahko rečemo, da je srednje rodna, da primerne pridelke, seveda so pa potem pridelki odvisni tako od gojitvenih oblik, od ostalih ukrepov, ki jih vinogradniki izvajajo v vinogradih, tako da potem tudi kakovost lahko iz leta v leto varira tudi v istem seveda vinogradu. Zelo pomembno je seveda, kje imamo Tokaj, na katerih tleh ga gojimo, saj se v zadnjih letih opaža, da je lahko tudi v istem vinogradu, kjer se tla spreminjajo, tako količina kot kakovost lahko zelo varira, tudi na razdaljah 50-100 metrov. Sorto pogosto tudi zaradi imena povezujejo z sauvignonom, seveda belim sauvignonom, prav zaradi tudi podobnosti, tako v grozdju kot v listih, ampak če pridelovalec oziroma tudi ampelografi nekako pogledajo list in grozd, se lahko opazi kar velike razlike. Tako da sorte furlanski Tokaj ne gre zamenjevati za sorto sauvignon. Furlanski Tokaj, je to avtohtona sorta ali se najde tudi drugje po svetu? Ja, težko rečemo, da je to avtohtona sorta. Prvi zapisi o Tokaju oziroma originalno ime je Sauvignon Vert. Zapisano je, da sorta naj bi prišla iz območja današnje Francije in najbrž prav zaradi tega, ker jo zaradi podobnosti s sauvignonom so jo tudi nevedoč najbrž širili po svetu, misleč, da prinašajo sabo v Argentino, v Čile, pa tudi v Avstralijo, da prinašajo sauvignon, v realnosti so pa najbrž prinašali kar nekaj tudi trt Sauvignon Verta oziroma furlanskega Tokaja. Lahko rečemo, nasilna sprememba imena Tokaj je pomenila za briške vinarje kar velik problem, lahko rečemo tudi kar veliko škodo. Ta sprememba imena je pomenila za briške vinarje sigurno strahovit problem in veliko škodo, saj se recimo trenutno na tržišču pojavlja kar 33 različnih imen za tole staro sorto, ki smo jo mi včasih imenovali furlanski Tokaj. Tako da to predstavlja eno veliko zmešnjavo pri potrošnikih, nikoli ne vejo, kaj bojo kupili, kaj se skriva pod tem imenom. Največkrat se sicer pojavlja pod imenom Savignonas, vendar je pa to ime spet zelo dolgo, zelo težko se ga napiše in tudi potrošniki, ko ga čitajo, se ponavadi ustavijo pri Sauvignon in potem iščejo neke savignonske značilnosti v tem našem vinu, ki pa včasih so, včasih jih ni, zato ker je karakteristika tega našega Sauvignonasa je nekoliko drugačna, kot je karakteristika Sauvignona. Sauvignonas, to smo že v začetku vedeli, ni dobro ime in vsa ostala imena, kot so fantazijska imena, ki jih je preko 30, enostavno delajo zmedo na tržišču in ljudje praktično ne vejo, kaj pijejo in posledično izgubljamo sorto. In prav tega nočemo, zaradi tega iščemo novo ime in da se tukaj poenotimo in skratka, da obdržimo sorto, ker pač Tokaj kot tak je druga sorta za rebulo, ki najbolj identificira Brda. Tokaj za Brda predstavlja sigurno drugo najpomembnejšo belo sorto, sorto s tradicijo, saj vemo, da se je v Brdih pojavila že v 19. stoletju in je vedno predstavljala eno tisto boljše vino, bolj recimo temu mašno vino, ki je imelo več karakterja, večjo hrbtenico, ki je bilo nekako bolj polno, kot je naša avtohtona rebula. Tokaj, kadar si obira, tako da dobi malo tiste žlahtne, malo porjevi in tako, tiste lupina, tako ne. In ima prav okus po mandoli. To je vino res dobro. Izgleda, da ta trta je tukaj na tem območju dobila mesto, da so to prave razmere, tako rastne kot seveda talne in klimatske razmere, da da tako dober pridelek in mislim, da ima zelo dober potencial, katerega pa seveda ni še v celoti izkoriščen.
prej poznano briško sorto Tokaj so kupci že skoraj pozabili. Sigurno so jo skoraj pozabili, zato ker deloma so jo ohranjali pri imenu še sosednji naši Italijani, zato ker so imeli dovoljeno uporabo imena furlanski Tokaj do leta 2007. Sedaj so oni pač Tokaj opustili in imenujejo to sorto Friulano, ki jo pa spet mi tega naziva ne moremo uporabljati in smo še vedno prisiljeni, da iščemo eno rešitev med temi 33 trenutno obstoječimi. Primorske novice so nekako v slogu svojega več kot 60-letnega delovanja v tem prostoru priskočile na pomoč, da tako rečem, oziroma smo se dogovorili, da z eno skupno akcijo in seveda s pomočjo naših bralcev poskušamo poiskati primernejše, bolj spevno ime, ki bo šlo v uho tako na domačem tržišču, tako v domačem prostoru, kot tudi v tujini. Omenili ste bralci, ali bralci nekako pogrešajo ime Tokaj? Očitno ga pogrešajo, namreč v 4 krogih prvega dela akcije je prišlo zelo veliko predlogov za preimenovanje. Bom rekel čez prst, kar tam okoli 40-50 različnih predlogov, morda tudi še kakšen več, in mislim, da se jih bo še v naslednjih 2 mesecih, kolikor bo akcija trajala, nabralo še več. Med njimi pa seveda pustiti si je treba prosto pot domišljiji in gotovo bomo skupnimi močmi našli primernejše ime za nekdanji Tokaj, zdaj Sauvignon Jas oziroma zeleni Sauvignon. Kaj se išče v tem imenu? V imenu v principu se išče, da bi bilo spevno, da gre lahko v uho, da pa po drugi strani odraža seveda tudi teritorij, da odraža kraj in kar se mi zdi še pomembno je pa to, da je ime enako izgovorljivo tudi v tujih jezikih in da gre tudi v uho nekomu iz tujine. Najbolj bi rekel tako, da bo odtehtalo to všečnost imena, preprostost in mogoče tudi, bo rekel, asociacija na kako zadevo v Brdih. Torej, Brici ste od nekdaj pili Tokaj in tudi danes verjetno ne želite spremeniti tega imena? Sigurno, da ne. Nekako, ker Tokaj je eno vino, eno grozdje zelo staro pri nas. Jaz kot otrok, mi pri nas smo imeli hostilno, hostilno, in moj oče je zasadil Tokaj že, to mislim, kot otrok se to spomnim, in sploh Furlani, Italijani, so hodili nam hostilno in so radi pili Tokaj. In to, kar, da povem malo bolj tako, rekel, zgodovinsko, to so kar, rekel, so rekli po Furlan, parte ka 1 litro, preneste tukaj 1 liter ali pa celo en doplih. Kdaj računate, da spet Tokaj dobijo svojo veljavo? Vsekakor, prvo nas čaka ta naloga, da izberemo ime in na to nas čaka veliko časa in energije, ki bomo morali vložiti v promocijo tega imena. Vendar to bo bolj zahvalen del tega posla, zato ker skozi promocijo imena bomo promovirali tudi naše vino in bomo skozi to verjetno že dosegli eno višjo prepoznavnost.